Hvala lepa in lep dober večer prav vsem. Hvala za prijazne besede in topel sprejem, kakršen je tukaj na Štajerskem seveda vedno. Seveda bomo danes prav posebno pozornost posvetili spominu žrtvam holokausta in tudi vsem drugim žrtvam človekove norosti. Spominu, ki ga moramo vsak hip in vsak trenutek ohranjati v sebi zato, če hoče seveda civilizacija ohraniti to, kar je njeno bistvo. To je njena človečnost, njena humanost, ki temelji na spoštovanju dostojanstva in svetosti življenja slehernega človeka. Pa vendarle, preden podrobneje predstavim tako našo dragoceno avtorico kot roman, dovolite, ker smo prav tukaj v Mariboru, da se na tem mestu tudi jaz v imenu Slovenske matice Mariborčanom, nekdanjim vašim rodoljubom, iskreno zahvalim, ker so prav tukaj nastajali temelji Slovenske matice. Že leta 1850 je Anton Martin Slomšek izpostavil, da moramo ob seveda takrat oblikovani se Mohorjevi družbi, ki je izdajala manj zahtevno leposlovna dela, dobiti tudi založbo za zahtevnejšo literaturo, ki bo krepila slovenski znanstveni in književni jezik. In Ljubljančani se nikakor niso zganili, dokler se prav tukaj v Mariboru na eni od besed niso spomnili ob tisočletnici svetega Cirila in Metoda, torej leta 1863, da bodo tukaj začeli zbirati denar in spodbudili lenobne Ljubljančane, da se Matica Slovenska končno ustanovi. Tako da je tudi v tem pogledu lahko Maribor seveda ponosen, da je tako nastala založba, ki je dejansko v 19. stoletju, zlasti v drugi polovici, krepila slovenski knjižni jezik in seveda tudi slovenski znanstveni jezik. In premalo se zavedamo, da smo še 160 let nazaj so morali hoditi vsi študirati na tuje univerze, tako rekoč ni bilo slovenskih učbenikov, ni bilo slovenskih znanstvenih del. In zato moramo tudi eno od dragocenosti naše identitete, to je naš slovenski jezik, vsak trenutek tudi v samostojni državi ohranjati. Zakaj tako nekoliko daljši uvod o Slovenski matici? Zato, ker bomo prav te dni 4. februarja praznovali 160-letnico. In zato je tudi prav, seveda, da tudi Mariboru sporočamo, da smo hvaležni, da še danes obstajamo. In Slovenska matica je bila dejansko tista, ki je ves čas izpostavljala dostojanstvo človeka, ki je ves čas izpostavljala in izdajala avtorje, ki so bili bodisi prezrti tudi v časih komunizma. Tako je bila Slovenska matica za časa dragocenega spet Mariborčana, Štajerca, Draga Jančarja, ki je bil njen tajnik urednik kar 35 let in ponosna sem, da sem ga na delovnem mestu nadomestila jaz, da je v času njegovega vodenja Slovenske matice bil hišni avtor Slovenske matice Boris Pahor, da so pri nas izdajali dela Rebule, da je tu išlo delo Branka Hofmana, ki je seveda, so ga potem peljali v razrez, pa ga je pogumno Slovenska matica čez 6 let znova ponatisnila. Skratka, bila je tista, ki je vedno vztrajala na tem, da je človeku potrebno pustiti besedo, potrebno pustiti svobodo govora in seveda potrebno na tak način tudi potrjevati njegovo dostojanstvo. In v tej veliki seriji uglednih avtorjev se vsekakor trudimo, da tudi danes svoj program ustvarjamo z avtorji in tudi avtoricami,
ki o teh vprašanjih človeštva in vprašanjih človekove svobode in našega jezika, naše identitete govorijo. In spominjam se, ko sva se nekako pred 3 leti srečali z Natašo Konc-Lorenzuti in mi je pripovedovala, o čem, kaj pravzaprav raziskuje. Bila sem očarana nad njeno vnemo, nad njeno čutečnostjo in nad njeno čuječnostjo. Tako da me ni osvojila samo kot pisateljica za mlade, kakor sem jo dotlej v glavnem poznala, ampak seveda tudi kot izjemna ženska in izjemen človek. In seveda nisem oklevala, ko sem se vrnila na Slovensko matico, da sem jo kot urednica poklicala in zaprosila, da roman o ugrabljenih otrocih v Celju leta 1942 izda pri nas. In tako se je začelo naše sodelovanje. Naj seveda izrazim ob tem našo iskreno hvaležnost in naš ponos, da odpiramo v ta vprašanja in te teme. Zdaj pa seveda vabim drago cenjeno Natašo Konc-Lorenzuti, da tudi ona odpre ta pogled na sodelovanje pri tej knjigi. Izvoli, Nataša. Hvala. Torej, gre za eno tako strast pri meni, ki se je začela jeseni 2019, ko sem prvič slišala za to akcijo v Celju. Najprej sem se ustrašila, da sem neizobražena, ker nisem prej nikoli slišala o množični ugrabitvi otrok oziroma ugrabitvi, odtrganju otrok od mater. V šoli se o tem nismo učili, ampak takrat sem še mislila, da sem sedela na ušesih, pa da smo se učili, jaz pa sem preslišala. Potem pa sem ugotovila, da tudi ljudje okrog mene ničesar ne vedo o tem. Zvedla sem pa iz filma Maje Weiss z naslovom Banditenkinder, slovenskemu narodu ukradeni otroci. Gre za en tak filmski, dokumentarni filmski portret, kolektivni portret ljudi, ki so jo sami zaprosili takrat, če bi ustanovili so društvo, šele po osamosvojitvi, Ukradeni otroci, in so jo prosili, če bi posnela film o tem. So tudi oni to delno financirali, skratka zelo jim je bilo veliko do tega, da bi slovenska javnost zvedla za to njihovo zgodbo, ker je bila zelo zamolčana. O tem, zakaj je bila zamolčana, razmišljam še danes in vsak bo verjetno našel svoj odgovor, lahko ga pa tudi jaz malo namignem. Bom lahko povedala, kaj si jaz mislim, ampak pol na koncu. Skratka, potem sem se pa spomnila, da potem sem pa v tem filmu, ko sem ga gledala na televiziji, namreč 2014 je že ta film imel premiero v kinu, jaz sem ga pa videla na televiziji 2019 in tam sem zagledala gospo Ingrid von Oelhafen iz Nemčije in sem se spomnila, da sem jaz za to gospo že slišala, da sem nekaj brala in da se mi je že takrat zdelo čudno, ko je ona v tej svoji pripovedi, to je bila avtobiografska pripoved, ki je izšla tudi v slovenščini z naslovom Hitlerjevi pozabljeni otroci, da je govorila o tem, da je bila ukradena v Sloveniji. In potem seveda grem še malo nazaj in se spomnim na povest Antona Ingoliča, Deček z 2 imenoma, ki sem jo strastno brala, ko sem bila otrok, zato ker so me vprašanja identitete, se pravi vprašanja, odkot sem, kdo sem, kaj pomeni za človeka, če ne ve, čigav je, če je posvojen, pa ne more nikoli ugotoviti, zakaj je posvojen, zakaj so ga pravi starši zapustili, da me je to vprašanje vznemirjalo, že ko sem bila še majhna. In da sem tega dečka z 2 imenoma strastno brala že kot otrok. Potem sem malo povezala stvari in ugotovila, da zgodba v Ingoličevi povesti ni tako napisana, kot se je v resnici zgodila, da on govori o tem, da so dečka na neki domačiji na Štajerskem ugrabili nacisti, da ga je tisti oficir SS-ovski, ki je tam bil s svojimi vojaki, da ga je on sam nesel domov in sta z ženo potem skrbela za njega. Ne vem zakaj je zamolčal tudi Ingolič takrat ta fenomen, to genocidno dejanje, množično v Celju, ne vem. Skratka, ugotovila sem, da je za model vzel Ivana Pirečnika, resnično osebo iz Šoštanja, ki je bil eden izmed 645 tih ukradenih otrok
in eden izmed teh izbranih 30 dojenčkov, ki jih je vključil, ki so bili vključeni v program Lebensborn, ki je bil namenjen širitvi arijske rase. Zdajle sem se spomnila, ko ste pač spregovorili o holokaustu, da je ena gospa, no, moram povedati, da sem potem z Majo Vajs seveda takoj navezala stik, da sva potem tudi pripravili scenarij za nov dokumentarni film, ki je posvečen samo otrokom Lebensborna. Se pravi, ni ravno nadaljevanje filma Banditenkinder, ampak je novo poglavje, se pravi, film o teh izbranih dojenčkih in o tem programu rasnem, o tem rasnem eksperimentu Lebensborn. No in v tem filmu nastopi ena gospa, ki je sama otrok Lebensborna, nemški otrok Lebensborna, rojena v Oslu, v Lebensbornovem domu v Oslu, kjer je bila njena mati ena izmed glavnih šefic Lebensborna. Bila je šefica za posvojitve, tako kot da bi danes bila, ne vem, recimo na ministrstvu za družino, delo in socialne zadeve zaposlena. Ona je tako rekoč trgovala s temi dojenčki in ta hči njena, ki je bila tudi rojena v Lebensbornovem domu, ker je bila spočeta, pač njena mati jo je spočela z enim SS-ovskim veljakom. Celo življenje, dokler je bila mati živa, pravzaprav ni vedela, kaj točno je mama počela. Mislila, da je bila neka tajnica. Ni vedela, da je bila tako zelo pomembna oseba v tej organizaciji, v tem programu in šele po njeni smrti začela odkrivati, kaj je to bilo in ona čist na koncu filma reče, to je bila druga stran holokausta. Se pravi, na eni strani uničenje tako imenovanih podljudi, se pravi vseh, ki niso ustrezali, na drugi strani spodbujanje rasti nad ljudi, se pravi rasno boljših ljudi, rasno boljše populacije. Zdaj, jaz o tem nisem nič vedela sem, tako pač nekaj smo slišali, o nekih nacističnih razplojevalnicah, ki so hotele povečati arijsko raso. Nisem pa vedela, da so potem, ko seveda ta projekt ni mogel uspeti, tako kot so si njegovi kreatorji zamislili, zato ker pač moških ni bilo doma in niso mogli imeti toliko otrok, kot so si pač zamišljali, da bi jih morali se roditi, pa kljub temu, da so spodbujali nezakonska materinstva, ravno zato, da bi se čim več arijskih otrok rodilo, da so potem z dekretom je Himmler ukazal, da se sme otroke krasti na Poljskem, na Čehoslovaškem in na Spodnjem Štajerskem, se pravi v Jugoslaviji, v Sloveniji. In da jih je treba rasno pregledati in potem, če so ustrezni, če so zdravi, če ustrezajo arijskemu tipu človeka, vključiti v ta program. Tako da to je bila stvar, ki me je popolnoma vznemirila, ravno zato, ker nisem do takrat nič vedela o tem in zato, ker sem ugotovila, da so ti ljudje še živi, to so bili takrat dojenčki leta 42, se pravi, imajo zdaj 81 let. In počasi sem potem tudi prišla do njih. Maja Vajs me je potem uvedla v družbo teh članov društva ukradenih otrok. To so bili tisti, ki so, jaz sem se najprej s temi srečevala, ki so se dogodka še spominjali, ki so bili ob ugrabitvi stari 10, 11, 12 let in so se spomnili, kako je bilo, ko so mame odpeljali, ko so ostali sami. In takrat sem potem napisala ta roman, ta ima čisto fiktivni okvir, izmišljeno zgodbo, gre za čisto leposlovje, temelji sicer na resničnih izpovedih, ampak je izmišljena, s tem, da seveda zgodovinska dejstva niso izmišljena, ampak sem čist na koncu, ko je bil ta roman že napisan, to je crossover, tukaj je glavna junakinja stara 18-19 let, babica ji umre in ona začne raziskovati njeno zgodbo, ker je bila babica ena izmed ukradenih otrok in je v tistem času, ko je bila ona ukradena, zavedno zginila njena mlajša sestrica. Tako da se Lebensborna tudi v tem romanu dotaknem. To je šlo pri založbi Miš. Ampak potem še, ko sem pa imela ta roman že napisan, sva pa z Majo začeli pisati scenarij za nov dokumentarni film prav o teh še živečih otrocih Lebensborna in takrat sva zbrali nekako, prišli do teh 4 še živečih slovenskih otrok, ki so bili vključeni v program Lebensborn
In ko smo pa z njimi prišli v stik, pa ko smo začeli snemati, pa ko smo začeli po svetu hoditi, po arhivih, ko so oni nam svoje dokumente pokazali, ko je mene vsake toliko časa kar kdo poklical, pa rekel, se vi s tem ukvarjate, jaz pa nekaj vem, jaz pa nekoga poznam, jaz sem pa nekaj slišal, jaz pa nekoga iščem. Se je teh zgodb še toliko nabralo, da sem jaz potem, ko je Maja montirala film, kot scenaristka nisem imela pravega dela, razen tega, da sem ves čas skrbela, da sem priskrbela nove dokumente, nove fotografije, da sem pomagala od zunaj, začela pisati dokumentarni roman. Je pa dokumentarni, torej tako kot dokumentarni film. Dokumentarni roman, v katerem so čisto vse stvari resnične. Nič si nisem zmislila, razen prizorov. Nekatere prizore, v katere sem vključila resnične dogodke, resnične osebe, samo sceno si pač izmisliš, v srednji zgodbi, ki jo peljem od začetka do konca, o enem zamenjanem dojenčku, ki sem ga v bistvu čisto po naključju odkrila. In sem si pač zmislila neko sceno, kaj se dogaja v enem stanovanju, ker tega pač ne vem, kako nekdo v resnici živi in kako nekdo v resnici razmišlja. Drugače so pa literarizirana pričevanja, se pravi, literarizirana pomeni, da tudi če nekdo skoraj nič ni povedal, da sem jaz iz njegovega molka ustvarila neko literarno podobo. Se pravi, sem v svoj jezik prevedla njegov molk, če razumete, kaj to pomeni. Ampak je vseeno dokumentarno, ker si niti enega dejstva nisem zmislila. Ja, seveda najprej si omenila ravno te pričevalce, ki so še živi, priti z njimi v stik, tudi med žrtvami holokausta, vemo, da so reagirale zelo različno. Nekateri so se zaprli kakor školjke, drugi so želeli spregovoriti, so želeli pomagati z dejstvi in podatki. Na kak način pa jih ta knjiga potem zaznamuje in na kak način so sprejemali ustvarjanje tega dela? Pravzaprav jaz tistih, ki so propadli, nisem srečala. Moramo vedeti, da jaz sem spoznala najprej te 4, ki nastopajo v filmu, in to so 4 ljudje, ki so polni življenja. To je res neverjetno pri vseh travmah, danes se ukvarjamo z majhnimi, res mi pri nas v miru, pri nas. Jasno, se dogajajo hude stvari, so otroci, ki so trpinčeni, so otroci, ki so zlorabljeni, so otroci, ki se jim res kaj hudega zgodi. Ampak načeloma jaz ne moram reči, da se mi je kaj hudega, res hudega zgodilo v življenju. Njim se pa je, njim je bila vzeta čisto osnovna izhodiščna pravica. Se pravi, imeti dom, imeti ljudi, ki te ščitijo vsak trenutek, se pravi starše. Oni so bili vrženi, dobesedno odtrgani materam od prsi, ti dojenčki, odtrgani materam od prsi, recimo sestrica Ivana Acmana, enega izmed teh 4 protagonistov v dokumentarnem filmu, pa tudi v mojem romanu nastopa, je bila stara 5 tednov, ko se je to zgodilo. Njo so odtrgali od mame, jo vrgli tja nekam v koš, za kruh, v koših za kruh, to je dokumentarna, to je pač fotografija, to je dokument, fotografija posneta 10. avgusta, to si boste pa pobliže lahko pogledali, 10. avgusta 1942 na peronu železniške postaje. To so ti dojenčki v košarah za kruh, zavedno odtrgani od mater. Se pravi, oni, ki so rastli kot rastline, sploh niso vedeli, čigavi so. Oni so bili tam v tem zavodu, tam po posteljcah, noter so jih imeli, hranili so jih tako na hitro, tiste stekleničke so jim dali, nobeden jih ni k sebi stisnil, nobeden ni govoril z njimi. Tako da njim je bilo vzeto čisto osnovno, ker še žival ima, ker ima še žival, še pes se k mami stiska. Tako da ti 4 so neverjetno močni ljudje, ampak jaz sem same take srečala, nekateri so zelo zgodaj umrli, nekateri so se zapili, so umrli od alkohola, ali pa od kakšne ciroze, ali pa od raka, ali tako recimo ta Ivan Pirečnik, ki sem ga omenila, da je bil model Antonu Ingoliču, je zelo mlad umrl, on je bil rudar
v Šoštanju. Prišel je domov z 12 leti, mama je preživela Auschwitz in ga je našla. Srečno posvojenega, ne? V Nemčiji, srečno posvojen je bil. In se je moral ločiti od svojih krušnih staršev. To je bila zelo huda dilema. Ampak Pavla Pirečnik je bila njegova mama, tukaj za sodišče. Sodišče ga je najprej dosodilo krušnim staršem, potem pa na pritožbo ga je dobila prava mati. In takrat je bila ogromna medijska kampanja za to. To je bila taka, malo tudi spolitizirana ta zgodba, zato ker oni potem, ko je prišel domov, so ga blazno častili in so to zgodbo napihovali in on je bil potem prisiljen, da je prisiljen v to, da mora biti srečen. On je pa res srečen otrok, ki je prišel domov, ampak kako je pa to bilo? 12 let je živel pri krušnih starših. Kaj je bilo to za njega? On se je moral pretvarjati, da jih ne pogreša, ker takrat je bilo pa to, a veste, kako je bilo to po vojni, ne? Nemški starši. Oni so bili lojalni nacionalsocializmu, zato ker drugače ne bi mogli posvojiti otroka v Lebensbornu. Ampak za njega so bili starši, za njega so bili to ljubeči starši. Oni so bili res ljubeči starši in tudi potem to sem potem slišala v enem filmu, ki so ga v Šoštanju naredili, govoriti njegovo sestro, da je ohranjal stike z nemškimi starši. Nekaterim pa niso dovolili, ljudje so bili tako prizadeti, razumete, to so bili krvniki, to so bili v bistvu, zdaj boš ti imel stike z Nemci, ki so podpirali sistem, ki je umoril njegovo mamo. To so bile res hude dileme. Tako zelo hude. Tako, ker se zdaj še 100 let ne bodo mogli Rusi in Ukrajinci normalno pogovarjati med sabo. Ne? Ja, ravno to si načela, vprašanje Rusije, Ukrajine. Skratka, še vedno znova in znova ugotavljamo, da nas zgodovina ničesar ne nauči. Vedno znova se ponavljajo še celo v 21. stoletju ugrabitve otrok, načrtne, zdaj Rusi porusenje teh otrok. Skratka, iz tega kroga ni videti konca. In kako si se sama soočila sredi pisanja knjige z to kruto vojno, ki je nenadoma udarila na tleh Ukrajine in ki je povzročila zdaj menda po podatkih že tudi skoraj 100.000 ukradenih otrok Ukrajine. Mi smo snemali film v letu 2021 in na začetku leta 2022, februarja, smo šli prvič v Nemčijo, ekipa. Obiskati smo šli Ingrid von Oelhafen na severu Nemčije, to je ta, ki sem jo omenila prej. Ona je bila ukradena v Rogaški Slatini in njeno izvorno ime je Erika Matko. Ukradena, ko je bila stara 9 mesecev. Njena zgodba je zato tako zapletena, ker so bili njeni starši iz zbirnega taborišča v Celju izpuščeni, ampak skupaj z dojenčkom, ampak ta dojenček ni bil pravi njihov otrok. Njim so dali drugo deklico. Ne vem, pod kakšnim pritiskom so starši morali biti, imeli so še 2 otroka, ki so jim jih dali nazaj, sta bila stara 8 in 10 let, dojenčka so jim dali pa drugega. Jaz si predstavljam, da je to mogla biti ena grozna dilema. Da sta bila verjetno tista 2 otroka ogrožena, ne vem, ali so jima rekli, če pa ne boste tega vzeli, pa če boste sitnarili za unga dojenčka, vam bomo pa ta 2 vzeli, vam bomo pa vse 3 vzeli. Ne vem, kaj je to moglo biti. Skratka, izpuščeni so bili z napačnim otrokom. In so ga morali poimenovati po svojem. Se pravi, ko so ga prinesli domov, sosedje in sorodniki niso vedeli, ker takrat niso tako dojenčkov gledali, ko jih gledamo danes. Niso sorodniki in sosedje vedeli, da to ni Erika, da je to ena druga deklica, za katero še danes ne vemo, kdo je. 4 imena so mi ostala v tej raziskavi, 4 imena izginulih deklic, toliko starih, kot je bila ona, in ta 4, ena od teh 4 je bila. Ampak za temi 4 popolnoma izginila vsaka sled, tako da je nemogoče ugotoviti, kdo je ta druga Erika bila. No in medtem, ko je prava Erika rasla kot Ingrid von Oelhafen v rejniški družini v Nemčiji in je bila stara 50 let, ko je šele prišla na sled, ko je šele ugotovila, da je
iz Slovenije. Prej je mislila, najprej sploh ni vedela, da je posvojena, potem je pri 12 letih zvedela, da je posvojena, potem so ji rekli, da so njeni starši nemški starši, pa da ne vem, kaj se jim je zgodilo, pa pol, seveda, otrok skozi puberteto je to nekako moral predelati, nikoli ni bila ljubljena v svoji rejniški družini, nikoli. Ves čas so jo imeli po nekih zavodih, ves čas je pogrešala starše in tako. In je tako odrasla. No in potem je pa prišla na sled svojemu izvoru, pisala na upravno enoto v Rogaško Slatino, vsa vesela, da je končno našla, in tam so ji pa pisali, ja, vi pa ne morete biti Erika Matko, rojena 11.11.1941, pa že obstaja in živi v Rogaški Slatini, ima tukaj stalno bivališče. Skratka, dve ženski z isto identiteto, šlo je za zamenjanega dojenčka. No in takrat smo šli prvič k njej, februarja 2022. In potem nazaj grede, šli smo potem nazaj grede v Koransalis pri Leipzigu, kjer je bil ta Lebensbornov dom, v katerega so nastanili slovenske otroke Lebensborna, smo šli z njo, potem smo njo peljali na vlak v Leipzig in potem smo šli tam v Osvječim, se pravi v Auschwitz, in tam smo se pa srečali z Ivanom Acmanom in njegovim sinom, to je pa tudi eden izmed otrok Lebensborna, ki je bil v Slovenijo vrnen, in je bil on takrat, Ivan Acman, smo se tam srečali, tam z njim snemali njegov portret v spominskem parku in takrat je bil on prvič v Auschwitzu. Celo življenje se je utepal te preizkušnje, tega izleta, zato ker mu je bilo pretežko, njegova mama je tam umrla in potem je bil pa zelo pomirjen, bil vesel, da je prišel. Bil je vesel zato, ker je bil v bistvu to njegov prvi obisk materinega groba. Vesel je bil pa tudi zato, ker je videl, da je ta spominski park zelo obiskan. In to je bil en sončen dan in on je tam videl mlade ljudi z celega sveta, res je zelo obiskan ta park, ne? In je rekel, zame je to dokaz, da se ne bo nikoli več kaj tako groznega zgodilo. In pazite, to je bil 16. februar. Čez 14 dni smo šli k njemu, še njih par prizorov posnet, on je bil čisto potolčen, on je rekel, jaz ne morem verjeti, da je spet vojna, ker smo vsi mislili, da ne bo več vojne. Tako, to je bila ena taka stvar in takrat sem jaz še upala, da je mogoče to neka kratka okupacija, da se vse te grozote ne bodo spet dogajale, potem so pa začele pronicati v javnost informacije o tem, da se na okupiranem ozemlju rešuje sirote. Ne? Rešuje sirote. Tudi nacisti so reševali sirote, ampak so jih najprej naredili, potem so jih pa reševali. A veste, ta gospa, katere hčerko sem prej omenila, ki je delala v Lebensbornu, ona je še tik pred smrtjo rekla, da ona bi isto naredila, zato ker oni so reševali sirote, oni so usrečevali sirote. Ni pa, ali ni, jaz ne verjamem, da ni vedela, ampak če ti narediš siroto, jo pol ne rešuješ, ne? Skratka, na vzhodu Ukrajine se pač rešuje sirote, tako da se jih vozi v Rusijo. Govorila si o tem, da je pravzaprav roman dokumentaren. Torej, kupica gradiva, tu moramo izpostaviti tudi hvaležnost Muzeju novejše zgodovine v Celju, ki to gradivo hrani, tudi gospodu Lilienthalu, ki je ključen za raziskovanje tega projekta, grozljivega eksperimenta z dojenčki imenovanega Lebensborn. Ampak seveda se zdaj nabere kopica gradiva. Kako to gradivo vendarle povezati v roman? Na kak način, da dobi vendarle literarno podobo, literarno obliko in seveda tudi neko romaneskno strukturo. To je vendarle najbrž zelo zahteven podvig. Ja, tega me je bilo najbolj strah in dokler nisem dobila prvega odziva z vašega uredništva, naj povem, da je pač roman urejala Zarika Snojver-Bovšek in potem na koncu ga je še Ignacija prebrala, tako da je res do konca smo vse pregovorile, potem, ko je bil že narejen, sem še njene pripombe vse upoštevala, čeprav so me stira vrgle, ker sem mislila, da sem že končno na cilju, pa še nisem bila. Ampak res sem hvaležna, seveda, avtorji smo zelo rabimo urednika, ne? Tako kot jaz sem po izobrazbi igralka
In tako kot vem, že od vsega začetka, ker sem se začela z gledališčem ukvarjati, da igralec ne more samega sebe režirati, ne? Ker se ne vidi, ker ne vidi zgodbe od zunaj, tako tudi avtor brez dobrega urednika je nekako brez navigacije, nekdo ga mora usmerjati, ker ko si notor v zgodbi, ne vidiš točno, kaj si naredil in kje so vrzeli in kako se to od zunaj bere. Ampak jaz se tega prepleta, tega mozaičnega dokumentarnega romana ne bi lotila, če ne bi vmes čisto po naključju odkrila te zgodbe tega Valentina z začetnico priimka B. To je pa zgodba še enega zamenjanega dojenčka, za katerega nobeden ni vedel. Niti on sam, niti njegov soimenjak, ki je bil zamenjan. Njegov soimenjak, ki je bil zamenjan, sploh ni vedel, da on v resnici ni Valentin B. To je bila še ena podobna zgodba. Zopet par izpuščen iz zbirnega taborišča z napačnim otrokom, ki sta ga morali poimenovati po svojem. To sem odkrila tako po naključju, zato ker sem toliko brskala po arhivih in zato ker sem poizvedovala na upravni enoti nekaj v zvezi z Eriko Matko in v istem upravnem okraju je bil rojen en drug otrok, ki je bil za celo življenje pogrešan, nikoli najden. Edini deček, ki ni bil nikoli najden, nikoli na nobenem seznamu v Nemčiji. Skratka, to je preveč komplicirano, da bi zdaj razložila, boste morali prebrati, ker to je, mislim, ni treba vam prebrati, ne? Ampak če hočete razumeti zgodbo tega zamenjanega dečka, boste pač morali prebrati. Zato, ker se ta zgodba od začetka do konca ves čas drži nit. Na to nit so pa potem nalepljene še ostale zgodbe, ki sem jih nekako asociativno vključevala. Potem sem pa prišla na idejo še, da vključim tudi nekatere prepise dokumentov, ki se na te otroke, pa na te njihove, pa pisma, pa neka poročila iz otroškega doma, dodam. Tako da se to zdaj loči, se pravi pričevanja in pisma so v poševni pisavi. Prepisi dokumentov so v pisavi, ki spominja na pisavo pisalnih strojev. Jaz pa tudi nastopam kot literarni lik. Ves čas sledim te zgodbi tega zamenjanega dečka, se dopisujem z njegovo hčerko, ker se v resnici dopisujem z njegovo hčerko, ker sem jaz razkrila to zamenjavo in sem v bistvu kar naenkrat ugotovila, da sem tudi jaz literarni lik in da se ne bom prav nič skrivala, da bom Nataša pisateljica. S tem, da sebe in svoje življenje tako rekoč postavim popolnoma ob stran, nič ne zveste o meni, drugega kot to mojo pot iskanja teh otrok. Ja, te poti so bile na vse konce sveta, tako rekoč, tudi v Kolumbijo ste se odpravili. V Kostariko. V Kostariko ste se odpravili. Morda deliš to zgodbo s tem odlomkom, zbranim odlomka z nami. Ja, to bi pa morala povedati že zato, ker je soorganizator tega dogodka Sinagoga Maribor in gospod Boris Hajdinjak, ki je po mojem danes v Novi Gorici, sva se kje na sred poti najbrž srečala. On je pa namreč pomagal pri enem izredno pomembnem odkritju in sicer gre za zgodbo Vilija Goručana, katerega zgodbo sem predstavila tudi na enem simpoziju tukaj v Mariboru in on je bil 5-mesečen ukraden v Celju, pač eden izmed teh 30 otrok vključenih v Lebensborn. Njegova mati Marija Goručan je umrla v Auschwitzu in on je bil posvojen v družino Himmlerjevega sorodnika. Namreč Himmler sam je odobril posvojitev tega otroka svojemu malemu bratrancu. Preimenovan je bil v Hajma Henrija Hajdarja in leta 1956 se je s svojimi krušnimi starši preselil v Venezuelo. On sam, potem, ko je vse to zvedel in ko smo bili mi v stiku z njim, ni nikoli priznal, da je bilo to najbrž narejeno zato, ker so ga iskali. Iskal ga je stric, ki se je po vojni vrnil v Celje in ga je začel iskati, ampak ga ni našel, ker ga v Nemčiji ni bilo.
On je zdaj v starosti, pač ko je bil star, bil je filmski profesionalec, on je delal z vrhunskimi evropskimi režiserji, recimo z Wernerjem Herzogom. Bil je tonski mojster, neko obdobje je delal celo v Hollywoodu. In je zdaj na stara leta predaval na Kostariki na filmski univerzi. Leta 2007 je dobil pismo od enega nemškega zgodovinarja, s katerim sem se jaz zelo močno povezala in tudi kot literarni lik nastopal v tem romanu. Ta nemški zgodovinar je gledal nadaljevanko Derrick, eno nemško nadaljevanko Derrick, pri kateri je bil Hajmo tonski mojster. In ta gospod Lilienthal se profesionalno že celo življenje ukvarja z Lebensbornom, seveda sledil mnogim otrokom in je poznal njihova izvorna imena in njihova nemška imena. In je zagledal na koncu od Javni špici nadaljevanke ime Hajmo Henry Haider. In je rekel, to je pa Vili Goročan, njega pa iščejo. Ne? Ampak takrat je bil gospod star 60 let in je živel na Kostariki. In Lilienthal mu je pisal, ko je Hajmo Henry Haider to pismo dobil, moram pri tem povedati, da je bil Hajmo najprej Heinrich krščen, oziroma ni bil krščen. Dali so mu ime Heinrich, zato ker je bil Himmler njegov boter. Ampak je pol to ime zamenjal. Ne. Skratka, ko je on to pismo dobil, je rekel, mu je skoraj srce počlo. To je bilo za njega nevzdržna informacija, da je on bil ukraden in to v Sloveniji. Kje pa sploh je ta Slovenija? Kaj je to? Jaz, Slovenc. Njemu je bilo to toliko šokantno, da je tisto pismo samo ni ga uničil, pospravil ga je v predal. In ni hotel nič imeti s tem. Je rekel, zame je to bullshit, jaz s tem nočem nič imeti, jaz bom živel svoje življenje naprej, moji nemški starši so moji edini starši, nič drugega nočem vedeti, nič drugega nočem slišati. Skratka, popolno zanikanje, zato ker mu je bilo čisto nemogoče, da bi se zdaj izselil iz življenja, ki ga je bil navajen in postal nekdo drug. In še to je bilo, da sta njegova starša nemška imela zelo rada. In tudi nikoli ni verjel, da bi bila ona dva kakorkoli povezana z nacizmom. Njegov oče je proti koncu vojne dezertiral iz vojske. Skratka, on je rekel, da sta otroka vzela v Lebensbornu zato, ker sta si tako želela otroka in ne zato, ker bi prisegala na nacionalsocializem. Kar je seveda možno. O tem ne vemo zdaj nič drugega, kot samo to, da sta bila res dobra starša, da sta ga imela rada in da je on njiju neizmerno imel rad. No, potem ga je 2019 kontaktiral še en drug nemški novinar, ki ga je tudi obiskal. Potem sem pa 25. marca 2021, ko sva se z Majo zmenili, da bo posneli film, sem mu pa jaz pisala. Če bi on sodeloval z nami, da sva iz Slovenije, da veva, da je on Slovenc. In zdaj, kaj bo zdaj? Isti dan mi je odpisal. In to je tako prisrčno pismo, tukaj noter je objavljeno to pismo. Draga Nataša, draga Maja, kako neverjetno, kako sem srečen, da ste me vi, kar pridite, za veliko noč pridite, bil je pa COVID, mi nismo mogli nikamor jeti. On tudi ni mogel nikamor jeti, on je bil star 80 let takrat, bolan, samo 1/3 pljuč mu je delala, ni mogel jeti v Slovenijo med COVIDom. On je rekel, pridite za veliko noč imam jaz dopust. To je bil pa 25. marc, velika noč pa en mesec pozneje. Skratka, medve z Majo sva potem bile pa prepričane, da morava jeti. In še preden smo dobili kakršenkoli denar iz javnih razpisov, sva kar založile, pa producentka je nekaj založila, pa meni je oče nekaj posodil, pa brat nas je peljal v Zagreb na letališče moj, pa vse smo na lastne stroške speljali in šli 25. julija tisto leto na Kostariko snemati film, za katerega nismo imeli niti ficka še. Hvala Bogu, da smo šli, ker je 1 leto potem Hajmo umrl. No, ampak zakaj vso to zgodbo zdaj razlagam? Zato, ker v tej zbirki fotografij Slovencev iz Auschwitza njegova mati ni bila identificirana. Jaz sem si blazno želela, da bi našla sliko njegove mame, da bi mi njemu nesli mamino sliko, ampak ni bila identificirana. Potem so pa s gospodom Hajdinjakom, njemu sem pisala in on
pa seveda pozna ključ, kako priti do enih, se pravi, prva črka priimka, zaporedna številka, datum. Skratka, on je to sliko razvozlal in jo je našel. In potem sem jaz, mislim, popolnoma jasno je, da je to njegova mati, ker je on neverjetno podoben. In mi smo to sliko nesli njemu, on ni nič vedel. Mi smo prišli k njemu in smo rekli, če je pripravljen pogledati album, ki smo mu ga prinesli. In v tem albumu je bila slika njegove matere. No. Na strani 209 je ta njegova mati. No, tako da to je res bilo odkritje za nas in za njega in tudi izredno pretresljiv trenutek soočenja njegovega s to sliko. No, tako da sem mislila, da bi vam en odlomek iz tega kostariškega dnevniškega zapiska prebrala, si že našla. Poglavja so tako narejena, da recimo to poglavje ima naslov Nataša, San Jose, Kostarika, julija 2021. 3 mesece po upokojitvi se je v studiu Filmske univerze Heimo Henry Heider zopet srečal s svojimi nekdanjimi študenti. Razložil jim bom, zakaj smo tu, je rekel, medtem ko smo urejali prostor. V španščini jih je povabil, naj pridejo bliže. Obkrožili so ga. Posneli bomo, je sklenila režiserka. Heimo, ki je bil nekoč filmski profesionalec, je počakal na znak in začel. Ko sem bil star 5 mesecev, je mojo družino v Celju aretirala nemška policija. Študentje gotovo niso pričakovali takšnega uvoda, da se v preteklosti hudomušnega profesorja skriva zapleten vojni triler in da je tole, kar jim poteka pred očmi, del njegovega razpleta. Heimo se je živahno razgovoril. Nikoli jim še ni povedal ničesar pomembnega o sebi. To že, da prihaja iz Nemčije, ne pa, da se je v njem sušila kal, ki bo zdaj ob stiku z vodo rodila pripoved, oplojeno v majhni deželi, ki se nagiba proti vzhodu Evrope, v eni tistih, za katere so komaj kdaj slišali in ne vedo, ali so v prejšnjem stoletju spadale k Jugoslaviji ali Češko-Slovaški. V kratek premolk je seglo dekle. Kaj pa veste o svoji pravi materi? Včeraj sem jo prvič videl, je pa glasno odgovoril Heimo. Nataša in Maja sta mi prinesli njeno fotografijo, posneto v Auschwitzu ob sprejemu. Nastopila je dolga tišina. Dekle je povesilo pogled in za hrbet umaknilo goste črne lase, ki so izdrsnili naprej. Zadrega mladih se je zmehčala v trpkem brezbesedju starca. Spomin, kako obrabljena beseda je to. A če olupim njen kič in se prebijem do sredice, najdem očiščeno seme, iz katerega še naprej nastajam. No, to je en tak najbolj zame ganljivih trenutkov bil v vsem tem procesu. Očiščeno seme, iz katerega še naprej nastajam. Tudi te zgodbe in te usode so tisto seme, ki bi nam moralo dajati sporočilo, kako moramo živeti drugače in seveda, kako moramo znati deliti ljubezen drug z drugim. Ljubezen, ki so jo bili ti ljudje tako kruto, kot otroci, kot nedolžna bitja, ki jim je bila povsem odvzeta. In seveda, ko ne moremo mimo vprašanja tistega, ki si ga zastavila na začetku. Zakaj pravzaprav smo o tem tako zelo malo govorili? Zakaj o tem nisem slišala v šoli ne jaz, ne ti in najbrž še marsikdo med vami? Kaj je bilo vzrok takega molka in zamolčanosti vsod ljudi, ki so ne nazadnje bile žrtve okupatorja, kar bi moralo prejšnji režim zagotovo izpostavljati in poudarjati? Ja, Ingrid von Oelhafen se je celo življenje spraševala, zakaj je mama po vojni ni iskala. Ampak zdaj, če si mi zamislimo to situacijo, se pravi, njeni starši so bili izpuščeni iz zbirnega taborišča
Gestapo jih je spustil, dali so jim napačnega otroka. Vprašanje, zakaj so bili izpuščeni, mogoče so imeli kakšnega sorodnika v nemški vojski, ki je bil lahko prisilni mobiliziranc, ampak pač po nekih posredovanjih je morala biti rečena dobra beseda zanje. To je bilo obremenilno pola, ne, po vojni. Njen oče je bil potem odpeljan v Dachau, ampak se je tudi tam vrnil, tako da je bilo tudi to obremenilno za njega, da se je vrnil iz Dachava. Skratka, vse je bilo obremenilno po vojni in oni so imeli tega otroka, ki so ga seveda imeli radi in so za njega skrbeli, za to punčko, za to drugo Eriko. Kaj bi bilo, če bi ona v tistem času po vojni dregnila v to, a ne, pa začela iskati svojega pravega otroka? Kaj bi vse se razkrilo? Jaz mislim, da jih je bilo strah. To je prva stvar. Ta zgodba mi ne da miru. To je pač zgodba, ki ne bo po mojem nikoli razvozlana, ker tudi ta druga Erika je zdaj umrla. Oni so že zdavnaj umrli, brat in sestra sta umrla. Brat in sestra, ki sta morala vedeti, da ta sestrica ni resnična, nista niti svojim otrokom tega povedala, nikomur niso povedali. To je bila v zemljo zakopana skrivnost. O tem oni niso niti med sabo govorili. Ker njuni otroci od brata in sestre so pa še živi in oni prisegajo, da jim starši niso povedali, da Erika ni prava. Pa normalno, da sta vedela. 8 pa 10-leten otrok ne morata verjeti, da ne moreš jim zamenjati sestrce, pa reči, da se je spremenila. Ne? Skratka, tako so bile to trpke, boleče in nenavadne stvari. Tako. Druga stvar je bila, da so ti otroci, ko so prišli nazaj, govorili nemško. To je bil po mojem tudi eden izmed obremenilnih razlogov. No. Tretja stvar je bila pa ta, na katero je zadnjič opozoril zgodovinar, ki se je udeležil literarnega večera v Novi Gorici, ki je rekel, da na žalost so se nekaterih metod revolucionarji poslužili oziroma jih prekopirali. A ne? Skratka, teharskim družinam so tudi pobrali otroke in jih odpeljali proč, starši so umrli in ti otroci so bili tudi politično prevzgajani, vključeni v politično verodostojne družine. Skratka, akcijo so tako rekoč prekopirali in če bi preveč govorili takrat o tem, bi mogoče to prišlo na dan. Ja, na to misel je Renato Podbersič, zgodovinar, prišel ravno zaradi univerzalnosti tvoje literarne oziroma dokumentarne govorice. Namreč ti si tista, ki vključiš ne nazadnje v roman pričevanja ali vsaj drobce zgodb, ne samo nazadnje teh 4 pričevalcev, ne samo teh ugrabljenih slovenskih otrok, ampak tudi otrok Ukrajine danes, tudi otrok, ki so doživeli ali videli na lastne oči umiranje teharskih dojenčkov na vozu, na vročini in na soncu. Skratka, tvoj roman je na nek način spomenik vsem tem otrokom, ki so ostali zaradi človekove volje do moči, zaradi njegove zle strasti po imeti moč, imeti oblast in nadvladati drugega človeka, ki so ostali brez ljubezni. Ja, otrok je vedno nedolžna žrtev in najlažje uničiš nasprotnika, če mu spodsekaš otroka. Dej, če jaz hočem res nekaj zlega narediti svojemu sosedu, mu bom otroka ugrabila. Ne? Mislim, jasno, da ne bom tega naredila, ampak tako, mislim, če jaz pomislim, zadnjič sem v enem spisu, ki še ni bil objavljen, ampak bo, to je uvodnik v naslednjo številko Zvona, napisala, ker zelo veliko razmišljam pač o teh sporih, mislim, kako pride do sovraštva in kako je to možno, da se ti otroci nasprotnika ne smilijo, da padeš v tako psihozo oziroma v tako množično strast do zla, da se ti otroci nasprotnikov ne smilijo,
da se ti zdijo tisti otroci kar manj vredni, samo zato, ker so otroci tvojega sovražnika. Kako je to mogoče? In sem napisala, da če bi jaz se rodila 50 let prej, pa če bi meni kdorkoli bi to bil, potrkal po noč na vrata in z otrokom mojim grozil z orožjem, da bi se jaz zlomila. Da v bistvu, mislim, ko toliko pletamo z izrazom prava stran zgodovine. Prava stran zgodovine se ne more pogojevati z nemogočimi in nevzdržnimi čustvenimi ali pa moralnimi dilemami. Tako da otroci so vedno nedolžne žrtve. To je bil z najine strani poklon vsem tem nedolžnim žrtvam, tudi žrtvam holokausta danes. Seveda je pa zdaj beseda, spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, vaša. Izvolite, avtorica je tukaj. Gotovo so se vam porodila kakšna vprašanja. Dobro, da ste me spomnili, ker sem skoraj pozabila povedati. Film je narejen, imel je svetovno premiero v Frankfurtu, to je bilo zelo lepo, ker je bil lep odziv, res lep odziv in to v Nemčiji. Udeležila sta se premiere celo Ingrid von Oelhafen, ki je prišla s severa dol v Frankfurt, in Ivan Acman, ki je prišel iz Slovenije, ga je sin pripeljal na premiero in sta tudi tam se prišla pokloniti in nekaj povedala. Nataša Kramberg je pisateljica, je povezovala ta večer v angleščini, no, ampak z njima je govorila slovensko in mislim z njo nemško, z njim slovensko in tolmačila, krasno je bilo. Potem smo imeli pa še en predpremierni prikaz oziroma italijansko premiero pa prejšnji četrtek v Gorici na enem takem festivalu, kjer predstavljajo v italijanski Gorici slovenske filme z italijanskimi podnapisi. Tudi tu je bil lep odziv. Slovenska premiera bo pa na festivalu dokumentarnega filma v Cankarjevem domu 13. marca, tako da ste že zdaj vsi lepo povabljeni, če pa ne boste seveda vsi na tem mogli priti na premiero, bo pa potem menda distribucija v Kinodvoru. Tako tamle zadaj je zgodovinar Aleš Maver, pa bi ga rada vprašala, če sem kaj narobe povedala. Jaz bi samo rekel, da to, kar je bilo že rečeno, ta univerzalno se res čuti, da tudi vsi predstavitve. Mene je v bistvu najbolj ganilo to, kar ste rekli, kar je po eni strani tragično, ne? Da niste srečali tistih, ki so propadli, ste pa srečali 4, ki so polni življenja. Meni se zdi to fantastično, ker ena od univerzalnih stvari, na katero pozabljamo v tej univerzalnosti zla, je pa tudi ta moč življenja. In to mene res izjemno zanima. Bi pa moč vas vsem vprašal, zdaj seveda mi vsi govorimo, da smo našli Vilija Goručana, ampak ali smo ga res, ker ali je to res Vili Goručan, ali pa to vseeno neki Hajder, ki smo ga iztrgali iz njegovega življenja. Rekli ste, da vas zanimajo vprašanja identitete, kar veste zase. To se mi po svoje grozna zgodba, da zdaj nekoga prisilimo, da je Vili Goručan, če to nikoli ni bil. Ja, vi ste poslušali tudi tisto predstavitev takrat na simpoziju, ko sem prav njegovo zgodbo tam v Mariborski študijski knjižnici predstavila. Ja, iztrgali smo ga iz njegove zgodbe, ampak je bil pa zelo hvaležen vseeno za to. On je bil, ko smo se mi poslovili 25. julija v San Joseju pred njegovo hišo, še fotografijo imava z Majo od tistega trenutka, ko naju je potem snemalc naju izslikal z njim. In smo si rekli, se vidimo v Sloveniji, ne. Potem naslednje leto smo kupili karte, Urad za Slovence po svetu nam je odobril intervencijska sredstva za to, da smo mi lahko, da bi on lahko prišel, ker smo pač zaprosili tam. Pri filmu pač filmski proračun ni bil tako visok, da bi mi plačevali take drage karte pa bivanje njegovo tukaj. In smo imeli karte in je on zbolel, ampak se je potem vseeno ni prišel. V Celju je bila takrat prireditev ob 80-letnici izgona, ki smo jo tudi snemali, samo v filmu pač nič ni nobenega prizora iz te predstavitve, ker posneli smo 200 ur materiala, ne, film je pa 1,5 ure dolg, tako da veliko stvari odpadli. Ampak on je vstal ob 3 polnoč in se prek Zooma pridružil tej prireditvi, tako da je na nek način obiskal Celje, pa s filmom bo prišel v Slovenijo, no, tako bom rekla.
Je bilo pa to za njega res hudo, ampak odrešilno. Sam paste, od 2007 do 2019 ni hotel nič slišati o tem. Pol pa ne vem, kakšen čudež se je zgodil. Medve zmajo sva edini Slovenki, s katerima se je on srečal v življenju. Tako da to je tudi velika stvar. Ne? Zelo veliko je bilo takih zgodb, ki so dvojno tragične. Se pravi, ko so te otroke najdeli v Nemčiji pri ljubečih nemških družinah, so jih prišli iskat in so jih kar vzeli, pa so jih odpeljali v Jugoslavijo. Jaz sem imela stik, samo pisni stik z eno gospo Jožico, ki živi v domu ostarelih v Celju, dom ob Savinji. Sem ji pisala, če bi bila pripravljena spregovor, tudi ona je otrok Lebensborna, ki je bila vrnjena v Jugoslavijo po vojni, in je napisala, od svojega 7. leta dalje ne morem govoriti o svojem življenju, ker je bila pri 7 letih, so prišli po njo, so jo vzeli tam iz posteljice v pidžami in so jo odpeljali v Jugoslavijo na eno opustošeno kmetijo, v eno revščino, eni stari mami, ki je skrbela za 10 sirot. Prej, a ne, pa imela tam mamo nemško, ki sta se imeli zelo radi. No. Tako da to so dvojne tragedije. A ne, saj je logičen, da so jo vrnili, ampak ne moreš obsojati. Ne, ko je bil enkrat ta izvirni greh narejen, ko je otrok ukraden mami, se to ne da več popraviti, na noben način se ne da več popraviti. Neče ga vrneš, neče ga vzameš, ali to tako, kot da bi te v porodnišnici zamenjali. Saj imamo tudi to. Te v porodnišnici zamenjajo, 5 let rasteš z eno familijo, pa rečejo, tebe so pa zamenjali, zdaj te bomo pa dali nazaj pravim staršem. Kakšna tragedija je to? Pa nič ni prav. Če te dajo nazaj pravim staršem, ni prav, če te tam pustijo, ni prav, nič ni več prav. Ne? Tako. Morda še kakšno vprašanje? Izvolite. Ja, to me je zanimivo, da so 3 kategorije ljudi omenili, ki so dejansko v tem novi Jugoslaviji, po vojni, bili nezaželeni pod narekovanjem. To so zdaj ti otroci okradeni, ki verjetno so jih imeli politično kot možno 5. kolono, ali pa ljudi, ki so bili prezgojeni, to več ne morejo biti lojalni državljani, te novi državi, čeprav nič krivi. Potem so to prisilni mobiliziranci, ki so enako usodo doživljali, pač iz katerega koli razloga so pač šli, so bili prisilna, pa so šli prostovoljno, da bi družino rešili, ja. Tudi, če je dobil poziv v nemško vojsko, če bi v tistem trenutku recimo šel k partizanov, bi pa neko družino odpeljali na Auschwitz. Ja. Da jih tudi ne moremo tako obsojati, da so to naredili. Tretja kategorija, ki pa meni še posebej, bom rekel, vedno grozna, so pa tisti, ki so preživeli nacistična koncentracijska taborišča in so bili krivi že zaradi tega, ker so preživeli. Ker so jim rekli, veš kaj, ti pa si moral nekaj takega početi tam, si preživel. Nisi mogel preživeti, če nisi sodeloval z vodstvom taborišča ali kakorkoli. Ja. Bom končal, te tragične zgodbe, seveda pa zdaj, ali lahko mi po vojnemu režimu, kateremu pač smo tudi mi bili lojalni, tudi jaz, kot rojen v stari Jugoslaviji, ali lahko zamerimo zopet ljudem, ki so pač doživeli vse grozote okupacije, da so te 3 kategorije ljudi gledali pač sovražno. To pa je moja dilema že vse skozi. Ja, eno so bili navadni ljudje, ki se jim je zelo veliko hudega zgodilo, eni so bili pač tisti, ki so načrtno popolnoma bili pripravljeni za vsako ceno spremeniti družbeni red. Ampak to, kar ste rekli, kaj si počela, da si Auschwitz preživela, to je slišala mati enega izmed mojih pričevalcev, ki je prosila za stanovanje. Kaj si pa delala tam, da si preživela, se mogla vendar po vseh zakonih narave umreti. Tako da so pa potem seveda ob osamosvojitvi dobili ti otroci status žrtve in ustanovili svoje društvo, tako da zdaj se združujejo in neko zadoščenje so dobili. No. Ampak do takrat pa ne, ker mi je pa ena gospa pokazala pismo, ki ga je pisala, pohabljena je, v bistvu ima roko poškodovano, zato ker je
v otroškem taborišču, ko so tekli v zaklonišče, v bombardiranju Nürnberga padla po stopnicah in jo niso pravilno oskrbeli, imela zlomljeno rokco, 3-letna punčka, jo niso pravilno oskrbeli in pač ima eno roko hromo in je zaprosila za status vojnega invalida po vojni, ne, in je dobila nazaj tak odgovor, ki jo je grozno prizadel. Skratka, kako ćeš imeti status vojnega invalida, če si bila pa v tujini? No, kar sporoča ta knjiga, je nedvomno to, in kar je tudi izpostavil profesor Maver, da je volja do življenja tista, ki mora premagati sovraštvo. Da mora, in to pravzaprav sporoča in ta knjiga in tudi tema, ki jo ti na nek način odpiraš, da ti ljudje, čeprav so doživeli tako usodo, nimajo želje po maščevanju, nimajo želje po sovraštvu, ampak so samo večni iskalci ljubezni. In mislim, da je to sporočilo tudi tega večera in tega našega pogovora. Izvolite. Glejte, jaz za to zgodbo o ukradenih otrocih vem. Ne spomnim se, ali smo se to v šoli učili, ampak vem zaradi tega, ker je te poti otrok kasneje, ne vem od katerega leta dalje, to zdaj ne morem reči, vam pa lahko dam imena ljudi, ki so se s tem ukvarjali, namreč tudi preko tega društva se je zato s tem ukvarjala tudi Zveza borcev. Tako da to ne bo čisto držalo, da se je prejšnji sistem otepal tega ali pa kakorkoli hotel ignorirati pričevanja ali pa ugotavljanje resnice o teh dogodkih. Če jaz to vem, potem še marsikdo ve, tako da to čisto tako belo-črno ni, da pa se dolgo časa o tem seveda ni vedlo, je pa zasluga tudi seveda, tako kot ste rekli, teh ugrabljenih otrok, odzetih otrok in njihovih družin, ki dolgo o tem niso hoteli spregovoriti. Ampak ko so začeli govoriti o tem, pa jih prejšnja oblast, kakorkoli jo označujete zdaj tu za ne vem kakšnega hudiča, ni ignorirala in se prosim pozanimajte pri Zvezi borcev za vrednote NOB, ki ima precej tega gradiva. Stane Terčak se je s tem ukvarjal. Stane Terčak se je s tem ukvarjal, on je bil prvi direktor muzeja, takrat je bil to Muzej revolucije v Celju, napisal je knjigo Ukradeni otroci, ampak pač jaz nisem vedela. Mogoče ste tukaj na Štajerskem, no, oprostite, jaz nisem vedela in tudi zelo težko sem prišla do literature in v tem pač z Terčaka sem potem največ načrpala in tudi v Muzeju novejše zgodovine v Celju imajo te arhive zelo bogate, imajo tudi fotografije, pisma, imajo tudi razstavo v šoli, se pravi v prvi osnovni šoli, tam, v tisti šoli, kjer je bilo zbirno taborišče. In tam so glavni viri šli, ampak to pač ni bilo neko zelo znano delo, ti ukradeni otroci Staneta Terčaka. In pač jaz sem, zdaj, ko sem to zelo veliko raziskovala, našla tudi precej napak, ki logičen, ne moreš vsega odkriti, na katerega je opozoril potem že Tone Ferenc, Terčaka, tako da sta že takrat po natisu nekaj popravila. To je bilo in potem pa vsa ostala literatura je pa potem izšla na pobudo že ustanovljenega društva ukradenih otrok. Ampak pred osamosvojitvijo pa Stane Terčak, zagotovo, ja. Sam kje sem jaz? Mislim, edina dostopna literatura, s katero sem jaz prišla v stik kot otrok, je bil Deček z 2 imenoma. Ja. Tako da mogoče, veste, tukaj na Štajerskem ste zagotovo več vedeli, zato ker imate pač ljudi, vaše babice, detki so verjetno kaj povedali o tem, ampak jaz sem z Gorenjske doma nikoli, jaz sem, povem, po resnici prvič slišala 2019, pa veliko berem, 2019 prvič slišala in ko sem ljudem okrog sebe to govorila, tudi niso vedeli. Tako. Jaz sem zdaj prišla na Štajersko, vam govoriti štajersko zgodbo, to. Tako da tukaj je zagotovo neka razlika med nami. Ja? Torej, Zveza združenj borcev
NOB, se je imenovala, ali pa NO, a ne? Zdaj se imenuje Zveza združenj borcev za vrednote NOB. Sem tako rekla. Ampak zdaj in že takrat so poudarjali vrednote NOB. Ukradeni otroci, kljub temu, da so jih imeli zabeleženi, niso bili glavna tema. So pa seveda imeli zabeležko o tem. Tako da jaz sem gledal gradivo Zveze združenj borcev NOB Žalec. In tam noter je tudi to navedeno, kar vi pravite. Aha. In to je dejstvo. Ja. Ampak niso bili pa v ospredju. Nikoli jih niso izpostavili. Tudi ljudje si niso upali to povedati. Kaj je bilo? Šele po osamosvojitvi se je to začelo To v tem ni čisto govoriti. res. No, sej ni to zdaj Ni pomembno. niti no. namen, Ni niti pomembno namen zdaj. tega večera Res ne, nikakor ja. ni. Bi res Ja. lepo prosila, da se ne bi zdaj o tem Ne, prepirali. ne. Ja. Namen tega večera nikakor ni bil, da mi postavljamo trditve ali ugotovitve, ki naj bi veljale za vse. Namen tega večera je bilo spraševanje. Zakaj, kako, kaj se je zgodilo, zato da tudi obujamo spomin. Tako da nikakor ne bi želeli nikogar prizadeti z nobeno izjavo in z nobeno Prostite, trditvijo. če sem koga prizadela, jaz sem povedala tisto, kar sem jaz ugotovila, Tako. ne, in kar jaz mislim. Ja. Mi smo predstavljali pač pogled na celotno temo, s katero se je avtorica intenzivno v zadnjih letih ukvarjala, so mi ljudje stališča povedali, zgodovinarjev in tudi pričevalcev. Tako da v tem duhu tudi se mi zdi, da je smiselno, da razumemo ta večer, da se odpirajo nova vprašanja in da so seveda vsake nove ugotovitve in osvetlitve vedno zelo dobrodošle. Tudi za naju in predvsem za tebe, ki pišeš. Mislim, sem pa seveda zelo hvaležna, če mi kdo bo kaj povedal od tega, kar ste vi vedeli, kar ste vi slišali. Tako je bilo zelo lepo, ko sem bila nazadnje tukaj, ko sem predstavila prejšnji roman, je bilo manj ljudi v sinagogi, a ne, Marjetka. In je bilo tudi tako na koncu, pa nekaj časa tišina, pa nič, pol se je pa tako spredaj ena gospa oglasila, pa se mi je že prej zdelo, da je tako zelo pozorna, pa da bi rada nekaj povedala, pa je rekla, ja, jaz sem tudi ukraden otrok. In je pol povedala svojo zgodbo. No, ampak ona pa za razliko od te sistemske akcije Encijana, ne, pazite, še to, no, to bi mogoče še dodala, te eufemizmi, ne, so zanimivi, kako sprevrženo je bilo to, kako sprevržena so bila ta poimenovanja. Encijan je vendar nekaj krasnega, ne? Ena krasna roža gorska, zaščitena gorska rastlina. Akcija Encijan se je imenovala, ta akcija od tujitve otrok od mater, v 2 izselitvenih akcijah se je to zgodilo avgusta. Ali pa recimo že samo Lebensborn pomeni v stari nemščini izvir življenja, ne? Nekaj krasnega, skratka, nek dom, kjer otroci cvetijo, kjer je vse tako lepo, sama ljubezen in sama, ne, v resnici so pa tam... In bili na Sončnih poljanah. Ne? Sončna poljana se je imenoval doma, ne, kjer so bili nastanjeni. To so vse ta eufemizmi, se reče takim besedam, ki skušajo z nekim olepševanjem prikriti neprijetno, milo rečeno neprijetno ozadje fenomena, ki se ga, nekega projekta ali pa programa. In naloga literature je nedvomno, da odkriva Ja. za metaforami, ki tudi kdaj lažejo, poskuša odkrivati resnico in jo osvetljevati in prinašati med ljudi predvsem sporočilo o naši človečnosti. Ja, no, to ki ta nas bo gospa, ki je edina tam, lahko ta gospa, rešila. ki je tam sedela, je potem povedala, da je bila sicer tudi odpeljana v to otroško taborišče v Frohnleiten najprej, pa potem naprej, ampak da je bila pa, da so jo pa ukradli na vlaku, da sta jo 2 SS-ovska oficirja vzela mami, odvedla mamo, njo, skratka je rekla, da od takrat naprej, ko zagleda vojaško uniformo, da je kar si bila dragica, ne, se spomniš, ki je to povedala. No, ampak ona je potem, njeni starši so preživeli in ona je bila vrnjena v svojo družino, ena redkih, a ne, srečno zgodbo, čeprav tudi to seveda ni sreča, da si ti 3 leta ločen od svojih staršev, pa pol prideš nazaj, to so najbolj ranljiva leta, ko je treba biti pri starših.
Mislim, da smo izčrpali vsa vprašanja in se vam vsem, najprej seveda tudi organizatorjem, sinagogi in Mariborski knjižnici zahvaljujem za to sprejem. Zahvaljujem naši cenjeni avtorici Nataši Konc Lorenzuti in tudi vsem vam, ki ste prišli in si vzeli čas. Hvala lepa.